V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je tretja postna nedelja. Dobrodošli v cerkvi Jezusa, dobrega pastirja, kjer smo vsi dobrodošli. Cerkev ni moralno vadbišče ali izpitno središče, iz katerega bi se lahko ljudje, če uspešno opravijo razred, povzpeli v nebesa. Cerkev je odprt dom Božje ljubezni za ranjeno srce vseh generacij. Ranjeno srce ne potrebuje popravila, temveč odnos z Bogom, svojim bližnjim in naravo. Sodobna civilizacija propada zaradi izgube odnosa. Smo nesrečni, zato stalno ustvarjamo svoje romantične bogove in idole, ki pa nas ne morejo potešiti. Prava uteha je v Bogu, ki je ljubeči oče. Cerkev pa je dom Božje ljubezni, sprejetosti, miru, upanja in tolažbe. Drage ženske, drage sestre, glede na to, da prav danes obeležujemo dan žena, vam v imenu Evangeličanske cerkve vsem čestitam ob mednarodnem prazniku žena. Dan žena nas spomni, da Bog pogosto začne prenovo sveta s tihim da žensk, z molitvijo, ki zdrži, z delom, ki drži skupaj, dom, skupnost in upanje. Dan žena torej ni le čestitka, temveč priznanje vsem ženskam, ki molite, perete, šivate, vodite, branite, raziskujete, poučujete, hranite in zdravite, pogosto nevidno. V Kristusu ženska ne izgubi svojega glasu, njena molitev pravzaprav postane srce skupnosti. Zato je danes, drage ženske, naš poklic dvojni, počivati v Bogu in biti počitek drugim. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihodnji teden. Jutri v ponedeljek 9. marca ob 19. uri smo vsi vabljeni na molitveno srečanje v cerkvi. V sredo tokrat izjemoma predavanje oziroma forum, kot smo ga poimenovali, odpade. To pa zato, ker v prihodnjem tednu pripravljamo tako imenovani medreligijski forum na temo, kje se sodobni človek srečuje z Bogom in kaj se zgodi, ko Boga srečamo v bližnjem. To srečanje pa bo potekalo v četrtek, 12. marca ob 19:30 uri, torej ob 7:30 zvečer, v Baragovem zavodu v Šmihelu, to je na Smrečnikovi ulici 60 v Novem mestu. Ta večer bo potekal kot pogovor, ki ga bo vodil priznani novinar gospod Boštjan Debevec, ki je tudi odgovorni urednik tednika Družina. Dogodek je odprt za vse, ki želijo biti priče mirnemu, spoštljivemu dialogu. Sodelovali bomo duhovniki iz naše cerkve, duhovniki iz katoliške cerkve, pravoslavne cerkve in najverjetneje tudi muslimanski imam. Torej, v četrtek ob 7:30 zvečer prisrčno vabljeni v Baragov zavod v Šmihel. Ta isti dan, v četrtek 12. marca ob 9:30 uri dopoldan, pa ste tudi vse starejše sestre vabljene na srečanje v cerkveni hiši, torej v četrtek ob 9:30 uri zjutraj. Naj še enkrat spomnim, da je naslednjo soboto 14.3. celodnevno srečanje žensk v motelu Čarda blizu Murske Sobote v okviru društva Evangeličanka na temo Vera na prelomnicah življenja, krst, konfirmacija, poroka, zadnje slovo. Celodnevni program vključuje tudi kosilo, katerega cena je 20 evrov. Če se kdo še želi prijaviti, se lahko danes pri meni. Naslednjo nedeljo 15. marca ob 10. uri pa kot ponavadi vsi toplo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. V naslednjem tednu je v okviru cerkve organizirana molitvena veriga v obliki posta. Kontaktna oseba je Leja Brkič, k njej se lahko prijavimo. Še vedno je na voljo za nakup knjiga našega duhovnika, dr. Danijela Brkiča, ki nosi naslov Cvetovi milosti in lahko jo prevzamemo, lahko jo kupimo, predvsem pa si lahko z njo razširimo svoja obzorja.
Sedaj pa bomo zapeli himno, ki nosi naslov Le Bogu vsa slava. Današnje biblično vodilo so Jezusove besede svojim učencem iz Evangelija po Luki, 9. poglavje, 62. vrstica, kjer pravi takole: Nihče, kdor položi svojo roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Namesto veliko nabreklih besed se moramo torej odločiti za pristna dejanja ljubezni. Kajti vera ne sme biti sredstvo za poniževanje drugih, orodje sovraštva, nasilja in vojne. Obuti moramo biti v Kristusove sandale miru, ne v vojaške škornje. Zato skupaj priznajmo svoje grehe. Dobri in usmiljeni Bog, hvala ti, ker si trden vir naše vere. Odpusti nam napake, zablode, opustitve, zaverovanost vase in osredotočenost nase. Odpusti nam, ker molčimo, ko bi morali govoriti zoper hudobna dela in krivico. Odpusti nam, ker iščemo izgovore, namesto da bi svoje krščansko poslanstvo jemali resno in odgovorno. Odpusti nam, ker smo prehitri v obsojanju drugih, ne da bi najprej presodili sebe in se zavedali tvojega milostnega odpuščanja. Prosimo te, usmili se nas. Amen. Besede milosti in slavospev pa pravijo takole: Kristus je umrl zaradi naših grehov,
pravičen zaradi nepravičnih, da bi nam tako odprl pot k rešitvi in k Bogu. Zato lahko rečemo, slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Bog Oče, hvala ti, da smo kot Božja družina pridruženi vsem kristjanom po svetu, da slavimo tvoje sveto ime. Priznavamo ti, da nujno potrebujemo tvojo pomoč in usmiljenje, ker hodimo po temačnih, globelih skušnjav in preizkušenj. Kako tolažilno je vedeti, da je tvoj dragoceni sin hodil po istih poteh. Zato nas razumeš. Bog, Sveti Duh, naj skozi lečo Božje ljubezni vidimo odprta nebesa, od koder prihajata naša pomoč in pogum. Le tako se bomo odvračali od grešnih vzorcev sveta in se vračali v tvoj vedno ljubeči objem. Umiri naše misli, utišaj ropot srca, navdihni našo voljo, da bo po žilah duše tekla živa voda tvoje neskončne milosti, da bomo stalno obnavljali zvestobo do tebe in izpolnjevali dane obljube tebi, da te bomo proslavljali z vsemi vlakni našega bitja, saj tvoji lepoti in veličastvu ni primere. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo poslušali berilo iz Psalma 57, prve 4 vrstice in od 8 do 12 vrstice, še prej pa bomo zapeli pesem, ki pravi: To je ta dan, ki nam ga je naklonil Bog. Izvolite sesti. Psalm 57, kot je bilo že rečeno, govori o zaupanju v Boga. Izkaži mi milost, o Bog, izkaži mi milost, saj se k tebi zateka moja duša. V senco tvojih peruti se zatekam, dokler ne gre mimo poguba. Kličem k Bogu, najvišjemu, k Bogu, ki dokončuje delo nad mano. Naj pošlje kaj iz nebes in me reši. Posmehuje se tisti, ki me tepta. Naj Bog pošlje svojo dobroto in svojo zvestobo. Moje srce je pripravljeno, o Bog. Moje srce je pripravljeno. Peti hočem in igrati. Zbudi se, moja duša, zbudi se, harfa in citre. Zbuditi hočem jutranjo zarjo. Hvalil te bom med ljudstvi, o Gospod, opeval te bom med narodi,
Zakaj do nebes je velika tvoja dobrota, do oblakov tvoja zvestoba? Vzdigni se nad nebesa, o Bog, nad vso zemljo tvoja slava. Prebrani psalem je molitev človeka, ki se znajde v nevarnosti, obkrožen s sovraštvom in krivico. Psalmist ne zanika strahu, ne pretvarja se, da je vse dobro, ampak pravi: k tebi se zatekam v senco tvojih peruti. Zanimivost tega psalma je, da začne s prošnjo, konča pa s hvalnico. Moje srce je pripravljeno, o Bog. To je pot od strahu k zaupanju, od noči k jutru, od prošnje k slavljenju. Ali lahko tudi mi danes rečemo: moje srce je pripravljeno, o Bog? Morda to pomeni samo: tukaj sem, potrebujem te. Ko to izrečem, se zavestno ustavim, odložim skrbi, misli, napetosti. Ne prihajam zato, ker moram, ampak ker želim. Čaščenje Boga ni dolžnost, je odnos. In takrat čaščenje ne postane le pesem z ustnic, ampak drža srca. Takrat oboževanje ni le v besedah, ampak v predanosti. In v nadaljevanju bomo peli pesmi, ki so molitev in slavljenja našega Gospoda. Zato lahko ostanimo in skupaj zapojemo pesem. Vreden si ti, da prejme slavo, hvalo in čast.
častijo ga. Tudi visoko rešitve Bog razodeva se. Tura je, kot v sveti moč izliva svet. Da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. To je ta čas, ko častilci pravi častijo ga. Tudi visoko rešitve Bog razodeva se. Tura je, kot v sveti moč izliva svet. Da v resnici še v duhu molimo. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Sveto, sveto, sveto je ime. Vredno, vredno ga narodi častiti. Silno, silno ime je tvoje le. Obožujemo v resnici v duhu te. Obožujemo v resnici v duhu te. Jezus, tvoje ime je najlepše, tvojemu imenu se klanjamo tega jutra. V tvojem imenu je moč
In hvala ti, da te imamo. Hvala ti, da si nas izbral za svoje prijatelje. Hvala ti, da se ti lahko tega jutra klanjamo in da ti rečemo, svet, svet si Gospod. Hvala ti za to jutro, za ta čudoviti dan, ki si nam ga podaril. Hvala ti za to svetišče, v katerem prebivaš ti. Hvala ti za vse dobrote, ki jih imamo. Čudovit si, velik si, vzvišen si. Amen. Izvolite sesti, otroci, vi pa hitro naprej. Dragi otroci, danes bom pa res potrebovala vašo pomoč. Ker bomo morali tukaj narediti en tak, lahko bi se skoraj da reklo poligon. A veste, kaj je poligon? Veste, a ne? Vem, da ga imate tudi v vrtcu. Takole. Danes se bomo pogovarjali o eni temi, o kateri bomo verjetno kasneje poslušali tudi odrasli. In sicer bomo govorili o tem, kaj pomeni slediti Jezusu. Težko, a ne? Kaj bi zdaj točno to pomenilo? Tako težek termin se nam zdi, tako težka je ta beseda, pa jo bomo poskušali predstaviti čim bolj praktično. Rabim pomočnika, kdo mi bo pomagal? Ok, bova tole razdelila, lej, takole, pa daš tega tam naprej, tam, tako, tam ga daš, tukaj, ja, tako, pa greva še tega narediti, še malo naprej, tako, evo, pa še tega, tako, ampak ta naš poligon ne bo tako zelo enostaven, ker bomo dali še nekaj ovir. Eno oviro bomo dali tukaj, eno veliko žogo, ki ni več tako velika, kot je bila včasih, bomo dali sem, pa še eno škatlo bomo dali tukaj. Tako, zdaj pa mene zanima, kater junak se upa iti čez te moje stopinje. Pridi Tim, sem vedela, da znate, lahko računam. Torej, prestopiš oviro, ne smeš se dotakniti žoge, škatle in tistele škatle tam, ampak moraš hoditi po stopinjah. A bo šlo? No, poskusiva. Če ne, ti malo pomagam. Bravo, lahko se tle primaš, ja, seveda. Bravo, super. Jaz ne bom niti poskušala, ker mi zagotovo ne bo uspelo. Super, cel krog si naredil. A bi še kdo poskusil? Pridi Kim. Mislim, da tebi to tudi ne bo problem. Bravo. Še hitreje. Aha, ampak ne vem, če sta vidva opazila, a kaj piše tam spodaj v teh stopinjah? Kaj pa? Ajde, pridi še enkrat. Lahko oba prideta, pa mi bosta pomagala prebrati. S čim bomo začeli? Kje bosta začela? Tukaj? Na šhodga. Ok, kaj tle piše? Služenje, Ja, kaj pa tle piše? molitev, Bravo. Kaj pa tle? odpuščanje, Kaj pa tle? ljubezen, Ja. Kaj imamo pa tukaj? mir, Pa? poslušnost. Super, hvala, ker ste mi pomagala prebrati. Se pravi, nekaj sem napisala v te stopinje. Dragi otroci, dragi verniki in vernice, pravzaprav bi se lahko reklo, da slediti Jezusu pomeni nekaj takega. Ko stopamo v njegove stopinje, pravzaprav sledimo določenim načelom. Recimo, slediti ali hoditi za Jezusom pomeni, da odpuščamo. To pomeni, recimo, če se doma skregamo s sestrico ali s bratcem, to se dostikrat zgodi verjetno, a ne? Ali pa če se skregamo včasih starši z otrokom ali pa včasih otrok z nami, se potem pobotamo in si odpustimo. A vam to gre? Super. Kaj pa pomeni ljubezen? Kaj pomeni, da imaš nekoga rad? Kakšnega imaš rad? Takšnega, kakršen je, ali ga kaj spreminjamo? Takšnega, kakršen je, ja. To je včasih težko, a ne? Kaj pa pomeni mir? Da ni vojne, ja? Da ni nasilja. Kaj pa pomeni poslušnost? Ta je bila meni zmeri težka, ko sem bila majhna. Kaj pa vam?
Da poslušaš Boga, super, pa druge, koga ponavadi? Starše, ta je težka, ne? Ja, vem, razumem, zdaj razumem. Okay. Kaj pa pomeni molitev? Da moliš, ja, da se z Bogom pogovarjaš, takrat, kad ti je težko, ali pa takrat tudi, kad ti ni težko. Kaj pa je služenje? To je tudi težka beseda. Kaj pomeni, da nekomu služiš? Da mu kaj? Super, da mu pomagaš delati določene stvari, če mu je težko, tudi če se tebi ne da, ne? In a veste, to je pravzaprav, to pomeni slediti Jezusu. Ampak še ena stvar nam je ostala. Kaj pa ovire? Imamo žogo, pa 2 škatli. Kaj bi bile pa ovire na naši poti? Recimo, kaj bi se zgodilo, če bi vidva stopila na tole žogo namesto na stopinjo? A se nam v življenju kdaj zgodi, da so ovire? To se pravi, da ne moremo iti čisto enostavno čez ta poligon. Ja? Ok, to so pa napake. Pač v življenju jih delamo. Vsi. Tudi odrasli. Tudi odrasli. Tudi vaši starši. Tudi tvoji starši. Torej, zelo pomembna novica. Vsi delamo napake. In pravzaprav te ovire predstavljajo napake in ko naredimo napako, lahko... Kaj naredite, ko naredite napako? Kaj naredite, če se zmotite? Pogovorite se, ja, popravite jo. In zato, da to lahko naredimo, imamo tele stopinje, imamo odpuščanje, imamo ljubezen in na tak način lahko sledimo Jezusu. In to pravzaprav pomeni slediti Bogu. Sedaj pa boste še kaj več o tem zvedeli na verouku, mi pa zagotovo tudi pri pridigi. Peli bomo še pesem Hozana in pobrali prostovoljni prispevek. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje,
Ponovno smo se zbrali po Božji milosti, da prisluhnemo sporočilu Evangelija, se poglobimo v njegovo sporočilo in dovolimo, da nas nagovori ko občestvo. Nekoč je mladi mož stal na razpotju. V srcu je čutil močan klic. Vedel je, da ga Bog vabi k nečem večjem. A ko je stopil korak naprej, se je ustavil. Obrnil se je nazaj. Tam je bilo vse znano. Dom, družina, varnost, utečene navade. Nič slabega, pravzaprav vse dobro. Rekel si je, saj bom šel, samo še malo. Najprej moram urediti nekaj stvari. Najprej naj se poslovim, najprej naj dokončam, kar sem začel. In tako je stal. Z eno nogo naprej, z drugo nazaj. Srce pa je razdeljeno. Ni zavrnil Boga. Ni rekel ne. Rekel je še ne. In prav ta še ne je postal prostor odlašanja, prostor varnosti, prostor, kjer se klic počasi utiša. Kolikokrat smo tudi mi na razpotju. Ne bežimo od Boga, ne upiramo se mu odkrito, samo odlašamo in zadržujemo izhod. Gledamo nazaj, medtem ko nas on kliče naprej. In prav tu se začne evangelij današnjega dne pri vprašanju, ali je naše srce pripravljeno. Današnji odlomek iz Svetega pisma, ki ga bomo prebrali, je iz Evangelija po Luku, 9. poglavje, od 57. vrstice do 62. Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus pa mu je dejal, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Nekomu drugemu pa je rekel, hodi za menoj, a ta je dejal, Gospod, dovoli mi, da najprej grem in pokopljem svojega očeta. Rekel mu je, pusti naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo. Spet drugi mu je rekel, hodil bom za teboj, Gospod, a dovoli mi, da se najprej poslovim od svojih domačih. Jezus pa mu je dejal, nihče, kdor položi ruko na plog in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. V prebranem tekstu srečamo 3 vrste ljudi, ki želijo hoditi za Jezusom. Ampak vsak od njih ima svoj ampak. Jezusovi odgovori so presenetljivo ostri. Zakaj? Zato, ker želi z odgovori pokazati, da hoja za njim ni polovična odločitev. Pa si poglejmo te 3 vrste ljudi. Prvi človek navdušeno reče Jezusu, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus pa mu odgovori, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi naslonil svojo glavo. Ta Jezusova beseda je ena od najbolj pretresljivih stavkov v evangeliju. Na prvi pogled bi pričakovali, da ga Jezus pohvali. Namesto tega mu razkrije realnost. Pot za Gospoda ni pot udobja. Dobesedni pomen tega stavka je, da je Jezus brez doma. Danes bi rekli brezdomec. V času, ko je Jezus izrekel te besede, je živel kot potujoči učitelj. Ni imel stalnega bivališča, ni imel svoje lastnine, ni imel zagotovljene varnosti. Lisice imajo brloge, ptice gnezda, vsaka žival ima svoj naravni prostor zavetja. Jezus pa se zavestno odpove temu. To ni romantika revščine, to je svobodna odločitev popolnega zaupanja v Očeta. Njegova varnost ni v strehi nad glavo, ampak v Božji volji. Ko Jezus govori o sebi kot o Sinu človekovem, razkriva nekaj globljega. Sin človekov je naziv, ki ga kaže na njegovo poslanstvo Mesije.
Toda Mesija ne prihaja z močjo in udobjem, ampak v ponižnosti. Bog je ustvaril v svet, postane tisti, ki nima svojega kotička. Stvarnik nima prostora v svojem stvarstvu. To se je zgodilo že na samem začetku, ob njegovem rojstvu, ko zanj ni bilo prostora v nobenem prenočišču. Jezus te besede ne izreče, da bi človeka zavrnil, ampak da bi razodel resnico. Hoja za Jezusom pomeni odpoved lažni varnosti, pomeni biti pripravljen na negotovost, pomeni zaupanje, ko ni zagotovila. Vsak izmed nas ima, dajemo navednice, brloge, materialno varnost, ugled, nadzor nad prihodnostjo, čustvene upore. Jezus ne pravi, da te stvari niso potrebne in da živimo kot brezdomci. Želi pokazati, da udobje ni pogoj, da mu sledimo. Pa se vprašamo, kam bi Jezus naslonil svojo glavo danes? Sveti očetje so radi rekli, Jezus danes išče počitek v človekovem srcu. Če svet zanj nima prostora, ali ga ima moje srce? Morda nemamo poguma zapustiti vsega in tega Jezus ne zahteva od nas. Lahko pa mu damo prostor v našem vsakdanu, v molitvi, v razmišljanju, v dejanjih ljubezni, v zaupanju, takrat, ko je najtežje. Sporočilo tega odlomka je jasno. Hoja za Jezusom ni pot udobja, ampak pot zaupanja. Vera ni luksus, ampak dar, ki zahteva srce. Vprašanje, ki se nam ob tem postavlja, pa je, ali iščem Boga le tam, ker mi je prijetno, ali mu sledim tudi takrat, ko je pot težka. Ta Jezusova beseda ni grožnja, ampak očiščenje človeških iluzij. Hoja za Kristusom ni udobna, je pa svobodna. Lisice imajo brloge, ptice gnezda, Kristus pa ima križ. Pa vendar, prav on je tisti, ki daje resnično varnost. Naj te besede te ne prestrašijo, ampak osvobodijo in spodbudijo, da bi mu sledil z odprtim srcem, ne s človeškimi pogoji. Drugi človek reče Jezusu, Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta. Jezus mu odgovori, pusti naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve, ti pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo. Človek ne zavrača Jezusovega klica, ne beži od Jezusa, ne postavlja pogoje. Jezusa prosi samo za nekaj, kar je čisto normalno. Dovoli mi, da preden grem s tabo, pokopljem svojega očeta. Kaj mu Jezus odgovori? Pusti naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve. Na prvi pogled vidimo ta odgovor kot zelo strogo, skoraj nečloveško. Toda, če se poglobimo, odkrijemo globoko duhovno resničnost. V judovski kulturi je bil pokop očeta sveta dolžnost. Spoštovanje staršev je bila zapoved. Opustiti pogreb očeta bi pomenilo veliko sramoto za vsakega Juda. Zato mnogi, ki razlagajo Sveto pismo, pravijo, morda je oče še ni bil mrtev. Izraz pokopati očeta je lahko pomenil, počakaj, da najprej oče umre, da izpolnim družinske obveznosti. To bi trajalo kar nekaj časa. Jezus ne nasprotuje spoštovanju staršev, govori pa o odlašanju. Naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve. Kaj pomeni ta nenavadni stavek? Jezus uporablja besedo mrtvi v dveh pomenih. Prvi mrtvi so tisti, ki so duhovno mrtvi. To so tisti, ki ne živijo za Božje kraljestvo. Drugi pa so telesno mrtvi. Sporočilo je jasno. Tisti, ki ne čutijo nujnosti Božjega klica, naj se ukvarjajo z minljivimi rečmi. Ti pa si poklican za nekaj večjega. Ni zanikanje človeške bolečine, je poudarek, da je Božje kraljestvo absolutna prioriteta.
V ozadju tega odlomka je občutek nujnosti. Jezus je na poti v Jeruzalem. Njegovo poslanstvo se izteka. Čas je kratek. Ko Bog koga kliče, kliče v sedanjost. Ne kliče, ko bo primeren čas. Kliče sedaj, ta trenutek. Kolikokrat je naš odgovor na klic? Ko bom imel več časa, ko najdem novo službo, ko se poročim, ko otroci odrastejo, ko bom pripravljen. Postavlja se nam vprašanje, kaj je moj oče? Ta stavek ima simbolno razsežnost. Pokopati očeta lahko pomeni navezanost na preteklost, varnost, tradicije, družinski vzorec, strah pred spremembo. Jezus ne ruši družine, vabi pa k svobodi, kjer nič, niti najbolj svete vezi ne postanejo ovira za Božjo voljo. Biti Jezusov učenec ni čustveno navdušenje, ampak odločitev. Ne pomeni, da zanemarimo dolžnosti, pomeni, da nobena dolžnost ne sme postati izgovor za neodzivnost. Božje kraljestvo je življenje, zato Jezus pravi, naj se mrtvi ukvarjajo z mrtvimi, ti pa pojdi in prinašaj življenje. Ta odlomek ni klic brezčutnosti, je klic k jasnosti. Bog mora biti prvi, ne drugi in ne tretji. Morda nas danes Gospod kliče k majhnim stvarem, kot so odpuščanje, pogovori, služenje, k molitvi. Ne odlašajmo, klic milosti je vedno v sedanjiku. Jezus pravi, zdaj je čas, ne jutri. Tretji človek želi slediti Jezusu, a se želi najprej posloviti. Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. To je tretji odgovor v zaporedju Jezusovih zahtevanih besed o hoji za njim. Človek reče, hodil bom za teboj, Gospod, toda se najprej poslovim od svojih domačih. Na prvi pogled je prošnja razumljiva. Slovo je človeško, spoštljivo in normalno. A Jezus uporablja močno podobo, plug in pogled nazaj. V Jezusovem času je plug bil preprosto orodje, ki ga je vlekel vol ali osel. Kmet je moral gledati naravnost naprej, da so bile brazde ravne. Če se je ozrl nazaj, so brazde postale krive, polje pa je bilo slabo obdelano. Jezus želi s tem povedati, hoja za njim zahteva zbranost, smer in odločnost. Ni mogoče orati in se hkrati ozirati nazaj. Ko rečemo ozirati se nazaj, pomeni, da ne gre samo za fizični pogled, ampak za notranjo držo. Ozirati se nazaj lahko pomeni živeti iz nostalgije. Včasih je bilo bolje. Ostati v stvareh, v starih zamerah, vračati se v starim grehom, hrepeneti po varnosti preteklega življenja, morda celo obžalovati odločitev za Boga. Srce razdeljeno med preteklostjo in prihodnostjo ne more rasti. Ta stavek ozirati se nazaj nas spominja na zgodbo iz Stare zaveze. Lotova žena se je ob uničenju Sodome in Gomore ozrla nazaj, čeprav je bilo rečeno, da to ne sme storiti, in ob tem je postala sol nad steber. Ozrla se je proti tem, kar je zapuščala. Njeno srce je ostalo tam. Jezus nas opozarja. Če naše srce ostane v starem življenju, ne more stopiti v novo. Hoja za Kristusom ni trenutek na oddiha, je zaveza. Ko položiš roko na plog, si začel delo, sprejel smer in prevzel odgovornost. Če se neprestano sprašuješ, ali sem se odločil pravilno, ali ne bi bilo lažje drugače, ali ni bilo prej bolj varno, potem bo tvoja brazda vedno vijugasta. Duhovni pomen tega odlomka je, vedno glej samo naprej, nikoli se ne oziraj nazaj. Kristjan je človek prihodnosti. Božje kraljestvo je pred nami, ne za nami.
To ne pomeni, da zanikamo preteklost, ampak da ji ne dovolimo, da nas obvladuje. Bog odpušča grehe. Zakaj bi se pa vračali nazaj k tem grehom? Bog odpira novo pot. Zakaj bi pa obstali po stari poti? Sporočilo za danes je, da ko se ozremo nazaj, vidimo ranjenost, zamujeno priložnost, strah pred neznanim, udobje starega načina življenja. Jezus ne zahteva od nas popolnost, zahteva pa predanost. Če smo se odločili zanj, glejmo naprej, pustimo preteklost in glejmo na prihodnost, ker plug v njegovih rokah ne riše nikoli krivih brazd. Samo tisti, ki mu zaupa, najde pravo smer. Ta prebrani odlomek ni poziv k človeški strogosti, je povabilo k resnični svobodi. Kristus ne želi le polovice našega srca, ne želi le našega časa, kadar nam ustreza, želi nas tukaj in zdaj. Vprašajmo se danes, kaj je moja napaka, kaj je moj ampak, kaj me zadržuje, ali se oziram nazaj. Naj nam Gospod da poguma za odločnost, zaupanje in zvestobo in da se nikoli ne oziramo nazaj. Na koncu tega evangelijskega prizora nam ostane samo misel na 3 ljudi. Ostane vprašanje zelo pomembno za nas. Kaj pomeni zares hoditi za Kristusom? Pred Jezusom stojijo 3 možje. Nobeden ni sovražnik, nobeden ni brezbrižen. Vsi 3 želijo iti za njim, pa vendar vsakem izmed njih Jezus postavi ogledalo. Ne zato, da bi jih ponižal, ampak da bi razodel globino njihove in naše notranje razdeljenosti. Lisice imajo brloge. V prvem človeku vidimo hrepenjenje po varnosti. Slediti Bogu, da. Toda ali bo zagotovljeno zavetje, ali bo jasna prihodnost, ali bodo trdna tla pod nogami, to je naš strah. Radi bi vero, ki nam zagotovi zaščito. Radi bi imeli Boga kot zavarovalno polico. Radi bi imeli križ brez negotovosti. Toda Kristus nam razkrije resnico. Če mu sledimo, stopamo na pot zaupanja, ne nadzora. Drugi človek odlaša pod krinko dolžnosti, naj najprej pokopljem očeta. Drugi človek predstavlja tankočutno obliko izmikanja, ne zavrnitve, ampak preložitve. Njegova prošnja je dobra, je plemenita, toda dobra stvar lahko postane izgovor. Koliko odločitev za Boga smo že prestavili, koliko sprav smo že odložili, koliko pogovorov, klicev, korakov smo zamudili, ker smo preložili na jutri. Božje kraljestvo ni proti družini, ni proti odgovornosti, ni proti življenju, je pa pot trajajočih odločitev naenkrat ali je pa pot trajajočih odločitev zdaj in ne kasneje. Milost deluje v sedanjosti. Bog govori danes. Nihče ne položi roko na plug. Tretji človek je že skoraj na poti, a želi samo še en pogled nazaj. Ne zaradi upora, ampak zaradi čustvene navezanosti. Morda pa zaradi strahu, toda pogled nazaj nekaj razkriva, notranjo razdeljenost. Ne moremo graditi nove prihodnosti, če z dušo ostajamo ujeti v preteklosti, v starih ranah, navadah, grehih in predstavah o sebi. Bog je Bog prihodnosti. Njegovo kraljestvo je pred nami. Če povežemo vse 3, vidimo eno globoko skupno točko, da vsi 3 želijo slediti Jezusu, a nihče še ni popolnoma izročil svoje srce Jezusu. Ravno v tem je bistvo evangelija. Kristus ne išče popolnih ljudi, išče pa tiste, ki mu želijo slediti iz srca. Ne išče brezhibnost,
išče pa odločnost. Ne išče tistih, ki nimajo strahu, išče tiste, ki so pripravljeni kljub strahu stopiti naprej. Navdušenje je lahko hitro, odločitev pa zahteva globino. Mnogi so Jezusa poslušali, občudovali njegove čudeže, hodili za njim, dokler je delil kruh. Toda pot v Jeruzalem, pot križa je razodela, kdo je pripravljen iti do konca. In prav to je pomembno. Vera ni trenutek navdiha, ampak vztrajna zvestoba. Morda se nam zdi ta odlomek težak, trd, toda v resnici je zdravilen, ker nas rešuje iluzij, da lahko živimo z razdeljenim srcem in ob tem ostanemo srečni. Razdeljeno srce stoji na pragu, z eno roko se drži varnosti, z drugo sega po svetosti, a noge mu ostanejo obrnjene nazaj. Odločno srce pa pravi: Gospod, ne razumem vsega, bojim se, včasih tudi dvomim, a vseeno grem za teboj. Tu pa se začne resnična svoboda. Ne pozabimo, Jezus, ki nima glave kam nasloniti, je tisti, ki nam pripravlja večno domovanje. On, ki kliče k takojšnjemu odgovoru, je prvi izrekel svoj da. On, ki pravi: ne ozirajte se nazaj, nas drži za roko, ko stopamo po poti naprej. Ne zahteva, česar sam ni živel. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod, v meni je prvi človek, bojim se negotovosti. V meni je drugi človek, vedno imam še nekaj za urediti. V meni je tretji človek, rad gledam nazaj. Toda v meni je tudi želja po tebi. Zato te prosim, daj mi pogum, da ti zaupam. Daj mi odločnost, da ne odlašam. Daj mi svobodo, da gledam naprej. Naj bo moje srce povezano s teboj, ne razdeljeno, ne pogojeno, ampak tvoje. Amen. Naše bogoslužje bomo zaključili s pesmijo Sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom.
Draga Božja družina, najlepši možen način, da lahko zaključimo tole bogoslužje, je, da skupaj molimo Jezusovo molitev Oče naš, ki jo molijo že kristijani, odkar cerkev stoji in je odraz tega, da so se odločili hoditi za njim. Molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Sprejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.